Leta 1930 je ameriški astronom Clyde Tombaugh odkril 9. planet, Pluton. To odkritje je občutno povečalo velikost našega Osončja. Odkritje 9. planeta je celo povzročilo poimenovanje drugih znanstvenih odkritij, kot je element plutonij in Disneyjev risani junak Pluton. Leta 2006 pa je Mednarodna vesoljska zveza Pluton izločila iz družine planetov in še sedaj se večina Američanov ne strinja s to degradacijo Plutona. Tudi v našem planetariju Odiseja v Podčetrtku nam obiskovalci velikokrat zastavijo vprašanje, kaj se je zgodilo s Plutonom. Poglejmo si, kaj je Pluton sedaj. Do leta 2006 je bilo naše Osončje urejeno. Vsi smo vedeli, da okoli Sonca kroži 9 planetov. Sedaj pa jih imamo 8 in spet iščemo 9. Razburjenje ljudi zaradi izločitve 9. planeta Plutona je bilo in še vedno je ponekod zelo veliko. Zastavil vam bom vprašanje. Ali veste, koliko planetov smo imeli v našem Osončju leta 1832? Pravilni odgovor je 11. Naj jih naštejemo po vrsti. Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Cerera, Pallas, Juno, Vesta, Jupiter, Saturn in Uran. Ali ste že slišali za te 4 planete, ki sedaj skačajo iz konteksta? Zelo verjetno, da niste. Ti 4 za večino ljudi nepoznani planeti so sedaj objekti v asteroidnem pasu med Marsom in Jupitrom. Astronomija se nenehoma razvija. Nenehno opazovanje našega Osončja nam vsak mesec dajejo vpogled v nova spoznanja. Že od 70. let prejšnjega stoletja so astronomi začeli opozarjati na težave s Plutonom. Pluton je zelo majhen objekt. Je precej manjši od naše Lune. Lunina masa znaša 1,2% Zemljine mase. Plutonova masa pa znaša vsega skupaj 6% Lunine mase. Tirnica Plutona je precej nagnjena glede na tirnice ostalih planetov v Osončju. Za pot okoli naše zvezde potrebuje kar 248 let. Okoli Sonca pa se giblje po dokaj eliptični orbiti in med leti 1979 in 1999 je bil celo bliže Soncu kot Neptun. Zadnjih 30 let so astronomi začeli odkrivati druge, manjše objekte za Neptunom. Začeli so odkrivati drugi asteroidni pas v našem Osončju. To je Kuiperjev pas. V tem območju se je pokazalo, da obstaja kar precej manjših asteroidov in kar nekaj večjih objektov podobne velikosti kot je Pluton. Te večje objekte, vključno z nesrečnim Plutonom, so astronomi leta 2006 vključili med tako imenovane pritlikave planete. Torej, po novi klasifikaciji objektov našega Osončja okoli Sonca kroži 8 sedaj znanih planetov. Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran in Neptun. Poleg trenutno 8 planetov v Osončju pa poznamo še tako imenovane pritlikave planete. Trenutno jih sedaj poznamo 5. To so Pluton, Erida, Makemake, Haumea in Cerera. Zelo verjetno bodo še ostali večji objekti v Kuiperjevem pasu, ki smo jih odkrili in jih še odkrivamo, sčasoma pristali med pritlikavimi planeti. Večina pritlikavih planetov se okoli Sonca giblje v tako imenovanem Kuiperjevem pasu za Neptunom. To so majhni, hladni ter skrivnostni svetovi, ki se gibljejo daleč proč od Sonca. In kakšna je sploh razlika med planetom in pritlikavim planetom? Planet je masivno nebesno telo, ki kroži okrog zvezde v svoji tirnici in ne proizvaja energije s pomočjo jedrskega zlivanja. Telo mora biti dovolj masivno, da ga lastna gravitacija oblikuje v okroglasto obliko in da počisti drobir v območju svoje tirnice. Pritlikavi planet pa je po definiciji Mednarodne astronomske zveze manjše nebesno telo, ki je v tiru okrog Sonca, ima zadostno maso, da zaradi lastne gravitacije premaga toge materialne sile in s tem prevzame hidrostatično ravnovesno, spravi približno okroglo obliko. Ni naravni satelit kakšnega planeta in ni izpraznilo okolice svojega tira. Ravno ta zadnja zahteva pa je Plutona izbrisala iz vrste planetov in ga pomaknila med pritlikave planete. Trenutno je pritlikavi planet Pluton največji predstavnik te vrste objektov našega Osončja.
Je zelo zanimiv objekt, ki se okoli Sonca giblje na povprečni oddaljenosti 5,2 milijarde kilometrov. Z obiskom sonde New Horizons leta 2015 smo odkrili, da je Pluton izredno zanimiv svet, ki ga prekrivajo gore in ravnice posute s kraterji. Ima tanko ozračje. Na veliko presenečenje so astronomi ugotovili, da kljub majhnosti na njegovi površini opazimo tudi sledi tektonskega delovanja. Kot vsak objekt našega osončja ima tudi Pluton svojo posebnost. Je edini planet, ki nosi na sebi srce. Plutona obkroža 5 njegovih lunic. Haron je precej velika in meri skoraj polovico Plutonovega premera. Ostale lune, Kerber, Hidra, Nix in Styx, pa so precej manjše. Naša generacija bo Plutona še vedno poznala kot 9. planet osončja. Zaradi svoje majhnosti smo ga postavili med pritlikave planete in v njihovi družbi se zelo dobro počuti. Predvidevamo, da se v osončju skriva nekaj 10, mogoče tudi nekaj 100 pritlikavih planetov. Prav verjetno, tako kot planeti, so tudi ti objekti zanimivi svetovi in vredni, da jih spoznamo.